Pastor Denis Rošo. Ena, dva, dva. Dalje, ne? Naš brat Boštjan vedno prav, kaj bo Božji narod naredil, ko bo enkrat električni mrk? Konc! Ljudje ne bomo več znali slaviti, pet, poslušati Božjo besedo. Človek danes brez elektrike sploh ne zna živeti, tako? Skoraj. Haleluja, Bog je mogočen, amen. Bog je vse mogočen. Bog je izvan tega. Jezus, ko je govoril na principu naravnega eha. Zdaj to razmišljam. In ta teden, potem kar sedem, sem imel privilegij, da sem bil v timu za ČBS, za Čuvaj brata svoga, ki bo, bratje, prijavite se, rezervirajte si čas 19., 20., 21., 22., 6. In tam smo se pogovarjali o ehu, o tem, kako je Gospod uporabljal naravno konfiguracijo terena, zato da je Božji narod slišal. Bog je čudovit, Bog je vse dal v naravi, ampak mi danes težko to izkoristimo, zato ker smo navajeni na svoje dobrote. Ker uživamo v svojih dobrotah, je tako to, kar smo mi ustvarjali. Hvala Bogu za modrost, ampak prvine, Božje prvine, so tiste, v katerih bi se želel danes dotakniti, se jih dotakniti. Želel bi, da v nas zasije, tako kot smo prvo pesem peli, da zasije, da zakori moč Božje besede. Verjameš, da je Božja beseda danes v tem trenutku delotvorna, mogočna, vsemogočna zate, brat, sestre, dragi prijatelji. Zate, ne samo zame, ne samo za Dolensko, ne samo za Bima, enega brata Klemena v Braziliji. Kam ste zdaj šla? Čudovit kraj. Jaz verjamem, da ne morata pregoreti. V Božji slavi, kjer bosta, ni teorije, da človek pregori. V Božji slavi se napolnjuješ, v Božji slavi si močan. Vse premorim v njem, ki mi daje moč. Amen? Amen. Kdo ne verjame, da je danes Bog mogočen in vse mogočen, v tvojem lastnem življenju ne dvigne roko? Kdo ne verjame? Kdo ne verjame? Kdo ne verjame tega? Kdo ne verjame? Vsi tukaj tu popolnoma verjamemo. Verujemo, da je Bog vse mogočen. Verujemo, ker Bog je vse mogočen. Ne svojemu bližnjemu sosedu, pa šolno drugemu sosedu. Bog je vse mogočen ravno zate v tem trenutku. Za tvojo življenjsko situacijo. Haleluja. Amen. Amen. Pravi Božja beseda v Mateju 24:13. Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. Haleluja. Jaz, ko sem treniral borilne veščine, sem bil viceprvak v Sloveniji, ampak je bilo potrebno Švica. Kje je mali Abimelj? Mali Abimelj, Švica. Kam si pobegnil? Abner. Je še kakšen otrok vzadnje? Dva rabe, malo že kaj češtevo. Haleluja. Takrat, ko se človek odloči, da stop na neko pot, pravi Jezus Kristus, ne vračaj se nazaj. Kaj ti, ko primeš za plug in se vračaš nazaj, zagotovo ornješ krivo. Zagotovo pade brazda v brazdo. Pridi, bratic. Zagotovo pade brazda v brazdo. Gospod pa želi eno stvar, da si odločen. Gospod želi, da sprejmeš polnino vsega, kar ima on zate. Amen? Amen. Pa je daleč, ajde drugi.
In ko se mi odločimo, da bomo hodili za Jezusom, se ena stvar zgodi v duhovnem svetu. Se ena stvar zgodi v duhovnem svetu. Obrnemo se proti tistemu, ki je kakor lev. Ki je kakor lev, ampak ni lev. Proti tistemu, ki gospoduje v teh prostranih duhovnih sferah. In mi, tako majhni, se proti njemu ne moramo soprstaviti. Ni teorije. Ampak, ko on stopi na pot Jezusa Kristusa, je on zadnji. Potem pa njemu ni več pomoči. Zakaj? Zato, ker Jezus je zmagal. Jezus je zmagal. Amen? Ena duhovna resnica, o kateri se bomo danes pogovarjali. Ti me poznaš? Kako mi ime? Aleluja, kako mi ime? In on, če stoji za mano, se vam zdi, da je kukar tu kvaren? Je? Kukar tu. Kaj pa ti misliš? On bo hotel še vedno napadati. In dokaj je on za mano. On ne more nič. Pejt malo probaj dojeti. Probaj dojeti. In on za mano stoji. In ne more nič. On ne more nič. Ampak, jaz sem tukaj. On pozna moje ime. On ve, da je za mano varen. Ampak on lahko stopi tako razdavljen. In je ob men, me pozna, ve, kdo sem, kako mi ime, Denis. Ampak, on je v konfrontaciji, kako z očmi v oči, z njim. Me pozna, ve, kdo sem. In Božji narod danes velikrat pozna Jezusa. Ima doživetje, ampak se hoče konfrontirati z demonskimi silami iz oči v oči. Kaj je rezultat tega? Poraz. Definitivno, destruktivno, konec. Smrt. In ko se one dva tako objame, a me še vedno poznaš, kako mi ime, sem močnejši od njega. Ja? Vse ve. Haleluja. Vsi zmagovalci v Kristusu. Amen. Vsi zmagovalci v Kristusu. Hvala. Hotel sem prikazati temu nazornost veliko, kaj pomeni hoditi s Kristusom. Biti za Kristusom. Zmagovalec si v Kristusu, ne v moji lastni moči. In Gospod želi, da ustrajamo do konca. Ni nekaj najbolj čudovit, da takrat, ko sprejemamo Jezus v svoje srce. Haleluja. Jaz sem bil osvobojen bremen, jaz sem bil osvobojen religije, jaz sem bil osvobojen alternative, numerologije, ne vem česa vsega. Tudi tistega, kar še sam nisem vedel. In Bog je tu prijel in spulil ven iz mene. Je svet, da je Bog vse mogoče. Je svet, da je Bog čudovit, da je edini zdravnik. Ni drugega zdravnika, razen njega, razen danes ozdravljenje, kam boš rekel? K Jezusu. Ali se boš postavil iz Jezusa dan in boš ljuboval s tem svetom. Prav Božja beseda ne prilagaji se razmisleki tega sveta. Ne razmišljaj tako, kot ta svet razmišlja, ampak tekst do konca. Brat in sestra, ko sem jaz mogel zjutraj v 4 vstati in iti na trening pred šolo, ni bilo enostavno, ko sem se pripravljal za državno prvenstvo. Ni bilo enostavno. Švic je tekel. Ampak jaz sem mogel v 7 biti na vlaku za Novo mesto za šolo. In ko sem prišel domov, sem dobro dal kot in sem šel v telovadnico. Ni bilo enostavno. In tako 2 leti. Vsak dan. Petek in svetek, sobota, nedelja, od ponedeljka do nedelje, vsak dan. In moram vam povedati, nisem zmagal. Bil sem drugi. Jezus pa prav, da kdor ne priteče čez cilj in ne zmaga, nima večnega življenja. Poznamo Jezusa. Amen. On je nas zmagovalec.
Haleluja, da imamo brate, ki tu me čudaš, da Slovenija hoče brata, oziroma da gre brat v misijo v Brazilijo, v Rio de Janeiro. Haleluja. In tu čudaš, cel svet hoče na Slovenijo in mi bi mogli biti tako majhni, nemočni. Cel svet nam hoče pomagati. Ampak mi, brati in sestre, tukaj nas je tukaj, moramo stati za Kristusom. On je naša moč, on je naš ponos, on je naš zmagovalec, on je naš zdravnik, naš odrešenik, on je naše vse. On je naše vse. On ni nekdo, ki bi nas zavajal, vi ste tako majhen narod, ne, z vami se sploh ne bomo ukvarjal. Ampak hoče, da tekmujemo do konca in tekmujemo po pravilih. Po pravilih. 2. Timotej 2:5 pravi, tekmuje se po pravilih. In kdo tekmuje po pravilih, dobi venec. Kdo ne tekmuje po pravilih, bo diskvalificiran. Jaz da sem naredil prenizek udarec na tekmovanju, da sem bil ukorjen. Ko sem ga še enkrat naredil, sem bil diskvalificiran. Ni bilo popravnega izpita. Tista tekma je bila izgubljena. Potem smo čakali mesec, da je bila nova tekma. Bog premilostne, Bog nam neprestano daje. On želi, da v moči njegove besede, v Kološanih 3:16 pravi, ne beseda bogato, brati in sestre, bogato, ne siromašno, bogato prebiva v nas in med nami in naj teče skozi nas. Haleluja. In če beseda bogato prebiva v nas, potem je mali Abner za nami, za Jezusom. In mi smo za Jezusom, ker beseda bogato prebiva v tebi in meni. Ne samo Jezus tukaj sem, haleluja, ko te rabim, da bom poklical, bom pozvonil na zvonc, bom rabil 5. rezervno kolo. Gospod želi, da ga imamo za prvega. In še več od tega, on želi, da ga imamo za edinega. Ajde za prvega, ampak ne edinega. Ne mi tu vzeti. Ne mi tu vzeti, kar imam. Jaz moram malo razmišljati, tako kot ta svet razmišlja. Jaz moram imeti še tisto, kar je moja mama imela. Hvala Bogu, moja mama in ata sta zapustila religijo, eno in drugo, oba sta bilo drugačni religiji in potem smo se skupaj predali Gospodu, se potopili v to zavezo. Haleluja, predali svoje življenje. Pa kljub temu, brati in sestre, v mojem teku, 17-letnem teku, za Jezusom, sem zgrešil cilj, ker sem golfal. Jaz sem golfal. Bog je po nekem dopuščenju dopustil, da me je stresnil. Ej, Denis, imel sem hudo nesrečo in tiste nesreče bi mogel umrti. Ampak mi Sveti Duh rekel, če bi te pustil, da umreš, ne bi se pri meni zbudil. Kje bi se zbudil? Druge, brati in sestre, teč po pravilih je resna stvar. Teč po pravilih je biti zmagovalec. Teč po pravilih je imeti Kristusa na prvem mestu, ne človeka. Teč po pravilih je imeti Jezusa Kristusa, Boga Biblije, na prvem mestu, Boga Biblije. Jezus Kristus je danes v naši okolici zlorabljena beseda in zlorabljeno ime v religiji. Ampak Jezus Kristus je Bog Biblije. Biblija, Bog stvarnik, Bog odrešenik. Haleluja. Bog, ki osvobaja. In ta Bog je danes med nami. Ta Bog te ljubi. Amen. Ta Bog te ljubi. Ta Bog te danes objema. In te hoče te posloviti. Hoče te napoved. Hoče te dvigati. Hoče, da si njegov. Ker si vreden. On je umrl zate. In tukaj se kdo počuti manj vreden, depresiven, zafrustriran, vedi, Bog je umrl zate. Zate, če ne bi nobenega drugega človeka bilo, on je zate robi umrl. Zate je umrl. In on želi, da stojim za njim. Da stojim za njim. Da ne služim religiji. Tudi tukaj, pod to streho, ali po novem mestu, je to lahko religija.
Ta religijo začnem živeti. Takrat, ko sem hladen kristjan, ki prihajam v nedeljek v cerkev, v ponedeljek je moj vsak dan. Ne tikaj mojega ponedeljka, toliko sem dan 4. petka. Tu pust meni! Sredo, soboto se bom malo pripravil za bogoslužje, potem bomo šli haleluja, ker lahko zaigram in se bom potopil v slovljenje Andreja Vovošek v Novem mestu in bomo imeli super čas z Gospodom. Bratje in sestre, Bog želi, da si živ od ponedeljka do nedelje. Amen? Amen. Bog želi, da tekmujemo po pravilih. Prepričal sem Filipljanom 1:6 pravi Pavel, da bo on, Jezus Kristus, ki je začel dobro delo v vseh nas. On je začel dobro delo. Jaz in ti nismo nezaslužni za to. On je začel dobro delo v nas. To delo tudi bo končal. Haleluja. Ni to enkratno obljuba. On je začel delo in on ga bo dokončal. In moramo mu pustiti, da ga izgrajuje iz dneva v dan. Ne iz nedeljo v nedeljo. Iz dneva v dan. Iz dneva v dan. Gospod želi po svojem duhu izgrajevati tebe in mene. Pridemo v situacije, ko moramo gledati na Boga. Kakšna je ta situacija? Imam tukaj še primer? Vsaka. Ker je on prvi. Je on edini. Vsak moj sleherni dih, prav psalmist, je skozi njega. Kaj sem jaz? Božji otrok, Božji sin, Božja hči smo tebi. Tu si, brat in sestra. Se zavedaš tega? Se zavedamo tega, da smo Božji otroci, odkupljeni, spred dragoceno jagnjetovo krvjo. Bog nikoli ne kaznuje svojega naroda. On ne kaznuje. To je mogoče nova beseda. Bog ne kaznuje. Nikoli ne skuša in nikoli ne more biti skušan. In mene srce zaboli, ko mi nekdo reče, Bog mi je dal bolezen. Če kdo tako razmišlja, se mora popisati. Mora priti pred Boga. Se pobodati z njim, ker ga obsoja. Bog ne daje bolezni. Bog ne daje prekletstva. Bog te nikoli ne upelje v greh. Bog želi, da stojiš za njim in da greš po njegovi poti, kajti Jezus je kaj? Pot, resnica in življenje. Danes govorimo o tej hoji, o tej poti, ki je v resnici, zato da lahko živimo v tem svetu. Kajti smo iz tega sveta in v tem svetu, ampak nismo iz tega sveta, prav Jezus. Vi ste v tem svetu, ampak ne od tega sveta. Če pa imaš tukaj stalni dom, pa ne ono stalno prebivališče pa to, če se počutiš v tem svetu, ukomponiran noter, v vsej miselnosti in razmišljanju, potem, brat in sestra, stop na resnico. Poznaš Jezusa. Jezus je edina resnica. Poučuj Božjo besedo. Tam je odgovor na vsako naše življenjsko vprašanje. Na vsako. Ko te doleti neka bolezen, je Jezus tisti, ki je na križu to že pretrpel. Vidite ta križ? Sem simbol. Na tem križu je vsaka sleherna bolezen prebita. Vsak greh je bil prebit. Vsako prekletstvo je bilo prebito. Niso pa prebite gor težke življenjske situacije. Ampak te življenjske situacije ne vsebujejo bolezni, greha, prekletstva, ker to je Jezus premagal. In Gospod ne želi, da razmišljamo o tem, da je on kriv za nekaj. In Sveti Duh, ko me je vodil v to besedo, mi je pokazal eno realnost mene samega. Kolikrat rečem, Gospod, zakaj? Bog moj, pa kaj se tu dogaja z mano? Verjamem, da je to v naših mislih dosti. Bog, zakaj? Zakaj je to se dogaja z mano? Zakaj je mogla 2 tone pa pol se ena nametnost? Zakaj? Gospod pa prav, čakaj v zaupanju. Čakaj v zaupanju. In vedi, da te nikoli nočem poškodovati. Bog nas nikoli noče poškodovati. Je tako? Nikoli nas noče poškodovati.
Kdo pa je tisti, ki nas hoče poškodovati? Vrtaviš, je igral unga drugega. Tiste hoče poškodovati. Tiste hoče poškodovati, tiste hoče ubiti. Danes 10 pravi. Ukrade. On hoče ukrasti ljubezen. On hoče ukrasti poznanje. On ti hoče ukrasti Božje besede iz svojega vsakdanja. Imamo verjetno več ali manj vsi izkušnje, ko bom jutri bral. Ta jutri se kar odmika. V pojutrošnjem, v drug teden, v en mesec, se moraš kar ustaviti, pa hej, halo, Denis, dajmo. Je tako? Ampak po enem mesecu, ko nisem bral Biblijo, lahko rečem, jer sem zbogalcev Kristusa. Uživam! Haleluja! Je tako? Samson je užival v Božji slavi. Poznate zgodbo o Samsonu? Poznamo vsi zgodbo o Samsonu, močnemu človeku, ki je bil Nazarejec, ki je bil močan, ki je Bog uporabljal, da je preganjal tiste Filistejce in okrog tiste narode. In on je užival. V čem? V svetu. On se je spajdašil s tistim, s čimer se ne bi smel spajdašiti. Je Bog zapustil? Ne. Je imel moč? Je. Dokaj? Dokler ni temu svetu razumel svoje srce. Brat in sestre, Hudič hoče samo eno stvar. Da začneš godrnjati. Da začneš godrnjati. Bog pa prav vztraje do konca. Jaz sem tvoj mir, jaz sem tvoje zaupanje, jaz sem tvoja radost, jaz sem tvoje veselje. Tam, kjer je radostno srce, tam se obraz razjasni. In če si ne radosten, si preberi v Božji besedi v psalmu, razjasni svoj obraz. Kdo ti ga lahko razjasne? Ti. To je kot Božja zapoved. Raduj se, veseli se. To so zapovedi. To ni tisto, zjutraj sem zbudil, danes ni dan za radost. Jutr, danes je dan, da me križ boli. Jutr, danes je dan, ne vem, da me je trgal v koleno. Ne! Kralj David prav, raduj se moje duše v Gospodu. Takrat, ko bi v stiski to rekel, raduj se. Dajmo dali, ajde, raduj se. Bodite se dole, ste ljudje vidijo te Kristusa Gospoda. Ne vidijo te Kriza, ki te veže in hod v te problem. Raduj se v Gospodu. Veseli se Božji narod v Gospodu. Zakaj? Ker vse vdike so na križu. Vse vdike so na našem Jezusu Kristusu. Jezus Kristus je daj name, on je alfa in je omega, je začetek in je konec. On tvoje življenje, haleluja, drži na roki. Na dlani smo mu skavtali v materinem telesu. Ti nisi bil rojen, tako telesu si bil. Ampak Bog ti je dal, haleluja, vsakmo izmed nas. Bog je dal duha v tvoje življenje. Skav nas je v materinem telesu in rastamo na njegovi roki. Ni to čudovito, pa kdo bi bil mlad, da bi dol skakal? Kdo bi bil mlad, da bi dol skakal? In bi šel dalini v naročje. Pa kdo je tukaj mlad? Samo kristjani. Samo kristjani. Ben drug. Samo kristjani živijo svojega Boga. Prije, ko sem imel v Sarajevo zdaj videti, 5-krat na dan. Čez, rečemo, raketa. Muslimani častijo svojega Boga in se vsi vrnejo v Meko in tako naprej. Katastrofa. Oni so pač, naši bratne sestre, bomo vzali še tega navajeni. Ko je to začelo tuliti, po celem Sarajevo, na vsakih 100 metrov, ali pa 500 metrov sigurno, je ena džamija. Oni se zauzamejo. Tu je red, disciplina pa njih, ni trte mrte. Tu se v svet ustavil. Vse je pokorno tej ideologiji. Mi poznamo Boga stvarnika. Boga, ki je nad tem. Boga stvarnika. Ker ne bi moralo biti v našem srcu še večje krepenjenje. Haleluja. Še večje krepenjenje. Takrat, ko te ugrizne kuža. Kaj boš rekel? Pridem kuža. Stran, zvi! In ko te hoče Hudič prestrašiti, nisem sužen strahu več. Nisem več sužen strahu. Amen, smo bili tako.
Smo petrku in kljub temu, jutri ponedeljek, jo, to bo najtežji dan, najdaljši dan, ponedeljek je dolg, ponedeljek, čak dan, kdo bo zjutri vstal, vi imate počitnice, super. Jaz smo že konc počitnic, zdaj po ponedeljek, delate trebate, kakšna muka. Začnemo bodrnjati. Prej smo slišali, da tu nekdo hoče. Nekdo hoče. Preobilje srca prihajajo v usta. Bog želi, da je na ustih Božje besede. Beseda, ki osvobaja Boga, tebe in vse okrog tebe. Beseda, ki osvobaja, je pri Kristusu. In zato Gospod želi, da ta beseda teče iz naših ust. Da teče iz naših ust. Ta teden sem premišljal o pričevanju, ki sem ga slišal eno leto nazaj od Aleša. Kako je tisto steno v eni pizzeriji premalo, se spomnite, kako je govoril, kdo je bil takrat. Čudovito. Naredil je 10 mil več, kot bi jih drugač. Ni obtoževal, ni se kregal, ampak je naredil korake. Gospod želi, da smo luč in sol. Amen. Gospod želi, da smo luč in sol. Iščite najprej Božje kraljestvo in vse ostalo vam bo navrženo. Ozdravljenje. To je v Božjem kraljestvu. Da nisi pod prekletstvom. Da si v prosperiteti, v poslu, kjer si, v cerkvi, v družini. To je v Božjem kraljestvu. To ni izven Božjega kraljestva. To ne obstaja izven Božjega kraljestva. Vse izobilje je pri Bogu. Vse ostalo prinaša demonske sile. Jezus Kristus nas želi neprestanoma usposabljati in preobražati do njegove podobe. Neprestanoma. Apostol Pavel je celo se upal izjaviti, Božja cerkev, zdaj pa mene gledajte. Če že Jezusa ne vidite, sem jaz v fizični podobi in mene gledajte in tako živite. Smrte mislite, da je en človek v mestu, ki živi, lahko to izjavo. To je neverjetno. Mi bi rekli, da danes bo pokleti, da je nekaj. Če bi to jaz rekel zase, pa pastor Klemen zase rekli, da je pozabno, ne bomo več v to cerkev prišli. On je to lahko rekel. Je to pomeni nedosegljiv cilj? Ne. Bog želi, da gledamo na Kristusa. Bog želi, da rastemo iz dneva v dan in se preobražamo v lik Jezusa Kristusa. V čem? V molitvah. V čem? V svetosti. V čem? V vsakdanjem življenju. Biti človek svojemu bližnjemu, govoriti, da Jezus sedi na pot, govoriti to v resnici, ki osvobaja. Danes je težko resnico govoriti. Tisti, ki se soočamo z evangelizacijo, je težko govoriti resnico. Zato, ker resnica boli in osvobaja. In pravijo ljudje, težko je, ampak vem, da je to, da je to prav. Da vem, zakaj je prav, vem, da je to resnica. A matraš so vse, ne morejo tega sprejeti. Sveti Duh pričuje. Kaj je tvoja in moja naloga? Biti znanjevalc. Biti luč in biti sol. Duh pa prepričuje? Aleluja, hvala Bogu, da ni to naštel. Sveti Duh prepričuje. Sveti Duh. In zakaj so k Jezusu hodili? Zato, ker so videli Jezusa. Danes, ko mene vidijo Jezusa, včasih me živčki izdajo. Včasih nekoga iz ponosa pogledam, iz viška. To ljudje zaznajo, to ljudje vidijo. Ali je ljubezen pristna, ali je gotovitna, ali je Kristusova, kako je ljubezen v nas. To ljudje zaznajo. To Jezus želi, da biva v nas. Da najprej ljudje njega vidijo, da potem spoznavajo nas. Bog želi, da prebiva v nas v izobilju, v polnini, v bogatiji. Bog želi, da beseda njegova resnično, bogato prebiva v vseh nas. Kajti, v nasprotnem primeru pravi Jezus Kristus, od mrtvih je ostal, njej so noge zrasle,
Njemu so lase na glavi zrasle. Vse se je zgodilo. Vse so delali. In pravi Jezus, neumni devici, ki je vse delala. Ne poznam vas. Kako niste bili del mene? Kako? Vse smo se delali, hodili smo za tabo, življenje smo predali. Denis, jaz bi lahko rekel do leta 2014, pa Jezus, jaz sem ti življenje predal, jaz sem hodil za tabo. Sam pa kje sem kakšen čudež videl, pa tukaj Jezus še bolj govori. Pozdravljali so, demoni so izvajali, mrtvi so celo vstajali. In Jezus mi reče, ne poznam te. Kako ne? Vse smo to vse v tvojem imenu delali. Mali je bil v objemu poslika z njim. Poznal Jezusa? Ja, ne. Vse je poznal. In zato je Jezus rekel meni v Svetem Duhu, ne bi se pri meni zbudil. Wow. Halo, kje je bilo moje srce, kje je bilo moje razmišljanje. In Gospod želi, da tečemo do konca, brate in sestre, do konca. Ne da začnemo in šprintamo 10 metrov, v 20 metrih na Žekrči zagrabi, v 30 metrih na Žorgenca odpeljati. Je že konc. A pred nami so še kilometri in kilometri. Tečemo do konca. Ampak to sploh ni težko. Jaz sem z vami do konca. Ni. Do zadnjega vašega izdiha sem vodil v njegovi roki. Simon Peter mu je odvrnil v Janezu 6:68. Gospod, kam naj sploh gremo? Saj imaš samo ti besedo večnega življenja. Vsi so se razvideli, vsi so se razšli. Tisti 70-eri, ki so doživeli ozdravljenja, ki so doživeli izganjanja, ki so prišli nazaj, celo demoni so nam pokorni. Ne veselite se zaradi tega, ampak veselite se, da so vaša imena v knjigi življenja. In nekaj bom, ko kasneje so odšli od njega. So odšli. So ga poznali, so delali čudeže. Vse so videli, vse so imeli na dohvat ruke. Vse so imeli tukaj. Ampak so odšli. Potem Jezus reče, Denisu, boš še prišel? Jezus, tam če pa id. Jezus ti govori, boste tudi prišli? Kam bomo pa šli? V Jezusu sledimo besede večnega življenja. Zato te bojmo popraviti. Usklajujemo se z Božjo besedo. Bodimo kot skupnost, kakor eden pred Bogom. Kakor eden pred Bogom. Trgnimo se. Gospod želi, da njegova skupnost živi v ozdravljenju. Da ne živi v grehu. Da ne živi pod prekletstvom. Da živi v polnini Svetega Duha. Ni to enkratna Božja obljuba. Želi, da kadarkoli te nekdo iz zavodala počaka in te hoče ustrašiti, ne fizično, ampak duhovno, in te nož v rebra zapič. Z gripo ali prehlad, imunoglukan, ne vem kakšne reklame. Danes so te reklame zelo zgovorne. Vedno neki skače po ljudeh, neki pada po ljudeh. To že kar glavno se govori. In kot je tu nekaj doleti, Jezus, v imenu Jezus je vse. V imenu Jezus je vse. Ne v imenu Jezus religije, ampak v imenu Jezus, Boga Biblija, ki je oseben Bog, ki želi imeti odnos s tabo. V tem imenu je zmaga. V tem imenu je oblast, v tem imenu je moč. In naši Romi in ostali, ki doživljajo to ime, ki doživljajo osebo Jezusa Kristusa, popolnoma spremenjeni. Bil sem tak, zdaj sem tak. Bil sem nič vreden, danes me je Bog dvignil. Bil sem pohaben, danes me je Bog pozdravil. Bil sem pod prekletstvom, da sem se dotaknil, ni laufalo. Zdaj je laufalo vse. Eni še niso prišli do Jezusa. Bili so pri njemu in potem so odstopili od njega. Sprejeli so Jezusa, ampak so tudi rekli, ok, imam pa tako rad ta svet, da pač imam Jezusa, ampak mu še malo
prešuškoval, pa nečistoval, pa lagal, pa krov, pa tako naprej. In pravi gospa, dokler smo poslušali to, kar govorite, da bi vse ratalo. Vse nam je uspevalo. In zdaj nam nič ne uspeva. Ampak ne moramo priti nazaj. Ne moramo priti nazaj. Zakaj ne? Zato, ker to je odločitev. Tam ne gremo. Pri tebi je večna beseda. Odločitev. Biti poln moči Svetega Duha. To ni nekaj, kar dobiš, ko spiš. Biti poln moči Svetega Duha pomeni biti v akciji. Biti v akciji. To ni nekaj, kar dobiš z molitvijo. Hoče preveč rekel. To pomeni, da dobiš v akciji. Pojdite, polagajte roke, jaz bom pa to delal. In ko greš, in ko položiš roke, si mogoče malo v strahu. Kaj bo zdaj Gospod Bog, ali ne bo, kaj če bom jaz osramočen. Dokler boš razmišljal, da boš ti osramočen, potem verjetno tudi roke moš položiti. Ampak ko greš v akcijo, takrat pade na zilenje, takrat se zgodi ozdravljenje, takrat si dvignen, takrat si napolnjen, takrat Bog prevzame kontrolo in nadzor, takrat to deluje, če imaš odnos z njim. Odnos z njim. Ne zato, ker tukaj piše, ampak zato, ker imaš odnos z njim. In potem je ta beseda alfa in omega, potem je ta beseda življenje, potem je ta beseda delotvorna. Haleluja. Ta beseda je delotvorna. V mojem življenju je ta beseda še zdaj delotvorna. To koleno, ki je bilo čisto zdrobljeno, in te kosti se me tukaj gor, to je za eno dimenzijo predstavljeno. Po rentgenskih slikah se ne sme premikati. Tako kot da bi to roko zdaj tukaj hotel prepogniti. Ne gre. In doktor Mero, ki je slike gledal, v Novem mestu je rekel, Denis, jaz ne vem, kako se to premika. To moramo odprti, pa odrezati, pa dati plastično koleno. Ne. Bog je dal, tudi če ti vidiš, da se ne bo premikalo, to se premika. Hvala Bogu, lahko grem na ukrivo, lahko grem kamorkoli, lahko početno, lahko skačem, lahko delam. Tudi če slika kaže, da ne morem. Bog je Bog čudež, brati in sestri. Bog je Bog, ki je vse mogočen. Mogoče se danes nahajaš v eni situaciji, ki se ti zdi, to je pa res pomač. To je pa preveč zame. To tudi Bog ne bo rešil. Bog je vse mogočen. Ravno za to situacijo. Bog te želi ravno v tej situaciji dvigati, ti pokazati svojo moč, ti pokazati, kako te narediti. Ti pokazati, kako te narediti. On nas ljubi, on nas ima neizmerno rad. On nas obožuje, brati in sestre, dragi prijatelji. On nas obožuje. On nas ima rad, on je na križu, ko je umiral, gledal tebe in mene. Tudi Brazilce je gledal. In vedeli, da boste Klemeni na imeli v Braziliji zdaj. In kljub temu je šel na križ. Kljub temu je šel na križ, ker je vedel, kolikor ga bom zatajil. Ker je vedel, kolikor mu bom plunil v obraz. Ker je vedel, kolikor bom ne verjel njegovi besedi. To je milost. Dal je milost, da lahko verujemo. Kljub temu, da tečemo in pademo, kljub temu, da se pustimo objet svetu, kljub temu je on videl naše srce in je rekel, gre do konca, gre do konca. Zato, ker je upanje. Ker je upanje za vsakega izmed nas. Amen? Ni Bog čudovit. Ni Bog poln ljubezni, silen, mogočen. Ta stih bi prebral Matej 7:22. Veliko mi bo rekel tisti dan, Gospod, Gospod, ali nismo v Tvojem imenu prerokovali, v Tvojem imenu znanili demonov in v Tvojem imenu storili veliko mogočnih del. In tedaj jim porečem, bodite stran prekleti, ne poznam vas. Močna beseda, ki Gospod da. Ni čudno, da so od Jezusa zdržali vsi. Vsi. Po eni razlagi, ki sem jo bral, je Jezus v svojem času, treh let in pol delovanja, ozdravil približno 1 milijon ljudi. 1 milijon. Vsi, ki so prišli k njemu. Vsi.
so bili ozdravljeni. Vsi. Na enem mestu celo govori, da jih je ozdravljal vseh demonskih stisk, demonskih vezi, demonskih napadov. On tam poimenuje, da so vse bolezni demonske. Ja ne vem. Ampak vem pa to, da Bog ozdravlja vse bolezni. Vse bolezni. In danes, prav Božja beseda, boste delali večje stvari od mene. Kajti jaz ga počekal. In vi boste prejeli Svetega Duha. Ta nam je vsa oblast na nebo, na zemlji, pod zemljo. In potem so učenci rekli, super, zdaj boš pa ti vse naredil. Super, pupa in Božje kraljestvo se manifestira na zemlji. In v tej oblasti, v tej moči, greste zdaj vi naprej. Greste vi naprej. Krščanski center Ljubljana, Krščanski center Slovenija. Vi greste naprej. Mi moramo znanjati njegova dela. In Bog podarjuje svoje besede. S čim? S svojo prisotnostjo. In tam, kjer je njegova prisotnost, brate, sestre, verjemte, tam ni nobenega bacila virusa, tam ni nobene gripe, nobene pomanjkljivosti, ničesar. Mi moramo rasti do Kristusove rasti. Brate, sestre, lahko v tej rasti pridemo v neko situacijo, ko skušnjavcu podležemo, pademo pred skušnjavcem, ampak mi se moramo zavedati, da rastemo v polnino Jezusa Kristusa. Ne dopustiti, da tam ostaneš. Mnogi ostanejo na tistem nivoju. Jaz, če bi ostal na tistem nivoju, bi bil danes na vozičku in bi rekel, kako je Bog dobro, da me je pustil pri življenju. Dal mi je novo šanso. Ampak Bog ima polnino zate. Bog ima polnino zate. On hoče, da greš dlje od dejstev, v kateri živiš. Pisec Hebrejcem pravi, da realnost je v duhu. Tukaj, kar pa mi doživljamo, pa so dejstva, ki so okrog nas. Ampak v duhu je realnost. In nič se ne naredi v našem življenju, če prej ni narejeno v duhovnem svetu. Zato prav Božja beseda. Prodnimate, ker ne prosite. Božji narod propada zato, ker ne zna, ker ne ve, ker nima spoznanja. Bog pa želi, da spoznanje raste. Da spoznanje raste, ker če spoznanje raste, vera raste. Ker v poslušanju raste vera. In Bog želi, da vera raste. In Jezus prav, bom prišel nazaj, bom še najbolj vero. To je najbolj skrbelo. Ne, da bom najbolj polne cerkve, prazne cerkve, polne cerkve, ne polne cerkve. To sploh ne zanima. Da bom najbolj vero. Substanco za vstop v Božje kraljestvo. Da bom najbolj vero. Bratje in sestre, Božja beseda nas nagovarja, verujte. Jezus je rekel svojim učencem, verujte moji besedi. Rodil jih je, prejel jih je z ušesa verjetno. Verujte moji besedi. Verujte moji besedi. Rodil jih je. Nagovarjal jih je. Dajte verjeti. Dajte verjeti. Dajte verjeti. Kajti jaz sem edina pot, resnica in življenje. In zmeda, ki je v tem svetu, je velika. Ampak Bog je več. Amen. Amen. Jezus mu je dejal, Janez 14:6. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Kajti, če se srečamo z Jezusom in se moramo srečati z njim, doživimo spreobrnenje. Vse tisto, kar je stalno odpadlo od nas. Vse tisto, kar je stalno odpadlo od nas. In zdaj si predstavljate to mizo. Ta miza ima veliko nekih stvari. In tako je naše življenje. Ne bom nič dobro. Pri Romih včasih demonstriramo in tam je marsikaj. In to je naše življenje, polno neke navake. A je koristna? In v naših življenjih je bila ta navaka koristna. Za razmišljanje, ko smo bili prilagojeni na miselnost tega sveta. Ampak ko jaz Jezusa sprejemem, Gospod, jaz se ti predajam. Jaz sem bil greh, jaz sem grešen človek, rado tvojo milost. Jaz se sprejemam za Gospoda in Gospodarja. Kaj takrat se duhovne naredi? In mislimo, da neč. Bog takrat pospravil to mizo. Pospravil naše življenje. Vse nam je odpuščeno,
Veste kdo? Tisti, ki je danes Sadež igral. In tako je nazaj prinese stvari. Top, top, top. In jih postavil na isto mesto. Božja beseda govori o tem, da naj skrbno čuvamo svoje srce. Takrat, ko ga mi predamo Jezusu Kristusu, je čisto, sveto, popolno. Ampak že na naslednjem trenutku, ko nas hoče nekdo povoziti, nas hoče nekdo dobiti nazaj na svojo stran, uničevalc. On nas hoče objeti, omrežiti s ponosom. On nas hoče omrežiti s tistimi stvarmi, katerimi smo služili predno, smo sprejeli Jezusa. Jaz, ko sem se spreobrnil, mi Jezus takoj vzel želje po borilnih veščinah. Je to greh? Ne. Zame? Ja. Zame? Ja. Ker je ogromno meditacije, koncentracije energije, tukaj je ogromno demonskih sil, od modrega pasa naprej, rjavčarani in naprej dnevi, to so same demonske sile, koncentracije energije, vse to, kar smo se učili, ko smo meditirali, vse to. To je iz pekla. Bog, jaz Gospod hočem te služiti, on mi je vzel željo. Mi je rekel, da ne smem tega delati? Ne. Jaz sem se mogel odločiti, da to ne bom delal. V skladu z Božjo besedo. Bog vzame željo po alkoholizmu. Ti prepove to delati? Ne. Ne smeš piti alkohola? Lahko. Ampak ne opijanje se. Veste, da raziskave kaže, ko smo mi v nekontroliranem stanju, da nas nekdo vod, to definitivno ni sveti duh. In je tako z vsako substanco. Od drog, nikotina, tukaj imamo vežbo odvisnika, hvala Gospodu. Vse se bil vežbo odvisnika. 6 let. Blagoslovljenega trpljenja v centru za odvajanje. Blagoslovljenja, je tako. To, kar sem njegovo zgodbo slišal, to so mi njegovi najboljši dnevi. Ampak če ne bi bil tam in se ne bi odločil tam biti, danes ne bi bil tam. Danes bi bil na novomeških ulicah ali kjerkoli po svetu in bi razglašal demonske kraljestvo. Hudičevo kraljestvo. Danes pa razglaša Božje kraljestvo. Ni to čudovito? To je čisto Bog naredi. Bog naredi, ko poseže v naše življenje. In on nas usmerja. On nas usmerja. On te nežno prime. In te dvigne. In on nam nikoli tako naredil. On te bo pelal, ampak ne bo te držal. On te bo pelal. Ona gre lahko tam v stran. Ni pa most. Lahko gre pa tako, ker bo Sveti Duh vodil. Sveti Duh je nežen. Sveti Duh je nežen. On ni vsiljivc. Poslušajte moj glas. Moje ovce poznajo moj glas, sliše moj glas. On je nežen. On ni robusten. Kadar nekdo robustno pride do tebe, sigurno ni Sveti Duh. On je nežen, on govori, on ti pomaga, on te usmerja. In on želi, da proučuješ njegovo ljubezensko pismo. Božja beseda. To pismo njegovo ne bo v našem srcu. To pismo njegovo ne bo globoko v nas. Zakaj mi kličete, Gospod, Gospod, če ne izpolnjujete tega, kar sem vam dal, kar vam govorim? 3 leta in pol sem z vami, prav Jezus svojim učenjem. Mi smo tudi 3 leta po Božku, hvala. 3 leta pa pol sem z vami, prav Jezus. Ampak, kaj mi kličete, Gospod, Gospod, če pa čez 3 dni me boste vsi zapustili? Zato, ker v srcu ni stal, da bi me poslušali. Gospod vidi v bisti naših src. Gospod, tukaj sem. Gospod, daj mi, da bom razumel tvojo besedo, da bom moje srce obrnemo na te, da ne bo v mojem srcu nič, kar je v tem svetu. Ampak da bo v mojem srcu polnila tvoje ljubezni, tvoje besede, vsega. Gospod svojim daje več v snu, kakor brezbožnim celo življenje. Ste kdaj dobili v snu tukaj mu veliko stvari, da bi rekel, levo, to je pa eno brezbožnikovo življenje. To je moj cilj, jaz skrepenim po tem. Meni Gospod ogromno odkriva v snu, ampak vem, da brezbožnik v življenju doživi še več. Skrepenim po tem, po izpolnitvi te besede,
Gospod, če si tu dal not, je to to. Sem verjeten, jaz še nisem tam, da bi to sprejel. Mi moramo biti vedno v podrejenem stanju pred Bogom. Bog je alfa in omega. Bog gleda povsem drugačno, kar jaz gledam. Veste, da Bog gleda na vsakega tukaj z isto ljubeznijo. Mi pa ne. Je tako? Mi ne gledamo vsakega z isto ljubeznijo. Bog pa tu gleda. Bog želi, da to veje med nami, iz njega v dan, da rastemo v njegovi besedi, da enostavno zaživi on v nas in skozi nas. In on pravi, jaz sem z vami do konca. Ne se vrti, jaz sem z vami do konca. Tako vas bom rad, tako želim, da rastete v meni, v resnici. Samo v resnici je rast. Jezus je resnica. Samo v njem je rast. Vse, kar je mimo njega, je destruktivno. To še tako dobro v naših očeh. Vse, kar je mimo njega, je zagodenje našemu mestu. Bog pa želi, da rastemo v resnici. Ena od resnic, ker naši someščani pozabljajo, ki so kristjani, ki pravijo, da so kristjani, je to, da je Bog zdravi vse bolezni, to reče še konc, da zdravi vsako prekletstvo in da odpušča vse grehe. Vse grehe. Ko Jezus se sprejme, smo mi vsi grehe odpuščeni. Potem pa se moramo za vsak greh popisati. Ne za tiste, ki niso bili odpuščeni. Ampak jaz sem hoden z Jezusom, ker Jezus je pot, smo rekli. In hoden z njim, in padem. Pravi Jakob, Jezusov polbrat, po Mariji, sin Marije, pravi, vrzite se Bogu, priznajte, uprite se in bo povedal nas. Mi, ko smo Jezusa sprejeli, se nismo rabili nič upirati, se je kdo mogo upirati, boriti proti, ne vem, moliti neke borbene molitve. Ne morate nič, to nam je bilo španska vas, sploh nismo je. To je dojenček, ki se rodi. Tako kot Samuel, ravno v zadnji. Samuel, ne? Ejo. Se rodi dojenček, on rad samo zadika. Tudi, kako se bo nečasto, kako bo pospravljeno, nič ga ne zanima. Ampak, ko začneš hoditi, te moraš poskrbeti. Te Bog želi, da poskrbim, ko padem, da v resnici pridem pred Gospoda, Gospod Jakobovega pisma in se podvržem Bogu, podvržem se Božji besedi, se uskladim z Božjo besedo in rečem, Gospod, ti si večji od mene. Peter je rekel, ti vse veš, ti si mi že prej rekel, pa ti nisem verjel, ti vse veš. Gospod, in se je britko zjokal, priznal in je šel pravičen naprej. In je mogel Jezusu reči, ljubim te. In mu je bilo odpuščeno, amen. In je šel naprej. Zato, da lahko živiš, moraš biti na pravi poti, moraš biti v resnici, potem je Jezus lahko tvoje življenje. Drugače lahko Jezus samo naše životarjenje. Jaz sem životaril nekaj let svojega krščanskega življenja. In to životarjenje me je pripeljalo do pekla, do pogube. Pa hvala Bogu za njegovo milost. Bog ima neizmerno rad tiste, ki hočejo, ki služijo, ki so z vsem predani njegovemu imenu. Sedaj ti bod isto. 2. Timotej 4:7 pravi, bojeval sem dober boj. Slikaj najde. Dokončal tek in ohranil kaj? Cerkev, brate, sestre, sem ohranil kaj? Sem ohranil vero. Biti dober boj v resnici, na pravi poti, ohraniš vero. Biti boj v lastnih razmišljanjih, pa ti vero zbija. Bratni in sestre, jaz kadar vidim, da mi vera peša, kadar mi peša, Gospod, zakaj mi vera peša?
Jaz hočem verjeti Božji besedi, jaz hočem verjeti tvoji besedi. Pokaži mi, kje sem bol. Prav Božja beseda, preiskujte srce. Preiskujte srce. Preiskujte srce. Ne biti neprestanoma v miselnosti, kako sem najboljši, da ne morem živeti od ponedeljka do petka. Bog želi, da tako, ko smo zadnje 2 ure živeli, da živimo sleherno uro v celem tednu. Kdo si ne bi tega želel? A? Brati in sestre. In ko nekaj pride nate, si v Kristusovi prisotnosti in ko kar je prišlo, tako mora odideti. Haleluja. Haleluja. Slava imenu Jezus. In danes tukaj nekdo, ki na neko bolečino poglevo ramo, tako je noter nekje. Ne, v srce ne boli. Tako je noter. Verjamete, da vas je Bog že ozdravil. Slava ti Jezus. Haleluja. Gospod, hvala ti za kako vam ime. Nešo. Hvala ti, Gospod, za Nešo. Gospod moj, hvala ti za popolno zdravljenje na križu. Zato izgovarjam to telo, popolno zdravljenje v imenu Jezusa Kristusa. Vsake določilno stran v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Amen. Probajte za roko nekaj narediti, kako ponovati nismo mogli. Haleluja, slava ti. Kako se počutite? Je boljš? Je popolnoma? Ne. To ste pa še naprej, pa še bo še enkrat narediti. Gospod dela popolne stvari, amen? Kaj pridite še naprej? Haleluja, Gospod. Dajmo Božja cerkev vstati. Haleluja. Gospod ima popolne stvari, ne se zadovoljiti z delčki, amen? Ne se zadovoljiti, da boste. Jaz se nisem hotel zadovoljiti s 17-letnim krščanskim življenjem, potem grem pa stran od Boga. Ne, Gospod do konca. Amen. Ne se zadovoljiti s tem, da je tvoje delo delno zdravljeno. To je do konca. Poslovil se z besedo, da se ti vera dvigne in da greš do konca. Amen. Haleluja. Slava ti, Gospod, za popolno zdravljenje. Popolno zdravljenje v imenu Jezusa Kristusa kličem na to ramo, popolno zdravljenje v moči Jagnetove krvi, Gospod, jaz se pokrivam v tvoji krvi, popolno vdešeno, vsake besede, Gospod, v njenem srcu zraste, zato, da bi slavila temi, Gospod. Amen. Amen. Probajte knjigo, drag. Haleluja. Moč ni v besedi, ampak v Jezus. Amen. Moč je v Jezus. Božje kraljestvo si s silo utira pot. 3 drobi naprej. Božje kraljestvo si s silo utira pot. Božje kraljestvo ni nekaj, kar, ko pride bolezen, je ponovati močna, tako kot tale. Ne moreš reči, pomakni svojega, stojim po kipu. Pomakni se, ne? Takrat ni tako, takrat se dvigne zilno od tebi in greš, da zbiješ, ko prideš naprej, moraš biti stran. V čem? V Jezusu Kristusu. Ampak Bog je to tebi dal. Bog je to tebi dal. Bo Bog namest tebe delal stvari, katere je tebi dal. Ti greš in polagaš roke, ti se zoprestavljaš, ti bojuješ bitko, ti bojeval sem dober boj, dokončal tek in ohranil vero. Haleluja. Amen. Božji narod. Nazidenje, vztrajnosti bo v vsakem srcu izmed nas. Očka nebeški, hvala ti, da lahko slišimo tvoj glas, da lahko poslušamo tebe, tvoje besede. Gospod moj, hvala ti, ker nas ti učiš vztrajnosti, ker nas ti učiš resnično, da se poglabljamo v tvojo besedo, ker nas učiš, Gospod moj, da dvigujemo svoj glas tebi, ker Gospod moj nas učiš še bolj verovati in želimo poslušati tvoj glas, zato da nam vera raste. Gospod moj, ne bo silno poveličeno tvoje ime. Hvala ti, Jezus Kristus, za popolno bitko, katero si izbojeval na križu Golgothe. Hvala ti, Gospod moj. Hvala ti, Gospod moj. Če kdorkoli v
telesu, kakorkoli bolan. Zdaj, ko bomo molili, položite roko na tisto mesto, kjerkoli vas nekaj ščiple, boli, napada virus, karkoli, položite roko gor in bomo manifestirali Božjo besedo do vašega telesa. Jezus Kristus, hvala ti za to, ker si ti popoln zdravnik in mi se najprej zatekamo k tem in samo k tem. In Gospod moj, hvala te za ozdravljenje, zato izgovarjamo v svoje telesa popolno zdravljenje. V tvojem imenu vsaka sila tebe mora iti stran, vsak dvom mora iti stran, izgrajujemo vero na osnovi tvoje besede, izgrajujemo modrost na osnovi tvoje besede, ustrajnost na osnovi tvoje besede. Gospod moj, hvala ti, ker sem zdravljen na tvojih ranah, hvala ti, ker sem obranjen na tvojih grlih. Hvala te, Gospod moj, ker si ti moje vse, ker si ti moj rešenik, moj zdravnik. In Gospod moj, hvala te, ker sem lahko tukaj na tem mestu, ker lahko sprejemam tvoje blagoslov, ker lahko sprejemam tvoje nasiljenje. In Gospod moj, hvala te, ker lahko to nasiljenje in ta blagoslov dajemo naprej. In naj bo silno poveličeno Jezus Kristus tvoje ime, do vsem in skozi vse. Slavljeno naj bo tvoje ime, Jezus. Amen. Amen. Haleluja. Slava ti, Jezus. Kdo tvoj lahko nikaj ne pride naprej. Slava ti, Jezus. Svoje življenje, svojim stvarnim. On je tvoj stvarnik, da ti uradiš, ali da ti to ne naradiš. Ampak, danes je dan, pravi Božja beseda, tvojega odrešenja. To je najbolj pomembno, da je tvoje ime zapisano v knjigi večnega življenja. In ko predaš svoje življenje Jezusu Kristusu, takrat se tvoje življenje začne usklajevati z Božjo besedo. To je najlepši trenutek vsakega izmed nas. Amen. Je tako? Haleluja. Če danes tukaj kdo, ki gre to naredil, zdaj ta čas ne pride naprej, lahko malo vzate. Kdorkoli ni tega naredil, naredi, pridi naprej. Haleluja, Jezus. Slava.